In zdaj v vinograde v Vipavsko dolino, kjer se trgatev nagiba v drugo polovico. Trgače čakajo le še rdeče sorte grozdja. Naša novogoriška ekipa se je odpravila na prav posebno trgatev, na ubiranje potomke najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. Tako bogato je obložena štajerska trta na Vipavskem, žametno modra kavčina, ki je s potrjeno starostjo več kot 400 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Njene mladike so pred skoraj 2 desetletjama zasadili v Zaloščah, Dornberku in okoliških vaseh, kjer so se vipavski vinarji združili v društvo Mladovita, društvo ljubiteljev potomk stare trte. Trgatev podmladka najstarejše je tako častitljiv dogodek, da ga vsako leto okronajo tudi z grajskim tiskarjem z Blejskega gradu, ki zvesto piše kroniko o najstarejši žametovki. Bistvo je, da se družimo, da je en lep spomin, seveda tisti spomini ostanejo v nas, tisti, ki pa pač so na papirju, pa ostanejo za zanamce in se bojo spominjali, ko bojo dobili take listine, pregledovali, kaj se je to dogajalo in kaj je bilo in bojo vedeli, da se je tudi nekaj lepega dogajalo. Se pravi, tle nas je enih 25, bom rekel, članov tega društva Mladovita, kateri vsak ima svojo trto doma. Vsi skupaj smo danes trgali, pripeljali tle, povagali, no iz tega sledi normalno vino, ki bo seveda zorela vsaj leto dni. Lanski pridelek najstarejše trte, ki je zrasel na Vipavskem, pa je že dozoral v 150 steklenicah. Zdaj je pa že produkt, da že imamo mladovito vino. In čez 2-3 leta bomo imeli že zadrugo. Čez 10 let bomo imeli že firmo. Tako da se gre. In to je cilj stare trte, da nas povezuje. Že 2 desetletji tako povezujejo tudi Štajerce in Primorce.